Predstavljaj si, da imaš nekoga, ki te pozna bolje kot kdorkoli drug na svetu. Nekoga, s katerim si preživel vsak dan svojega življenja. Nekoga, ki razume vaše misli, še preden jih izgovoriš. Zdaj pa si predstavljaj, da vas po 31 letih prvič zares ločijo. Ne za vedno, samo za eno noč. Naslednje jutro sta oba mrtva. Ta stvar, o kateri bomo danes govorili, ni nek splošen true crime, je pa misterija. Misterija dvojčic Betty in Bobby, ki sta dejansko živeli pač resnična zgodba, in ko sem jaz to slišala, sem rekla, da vam jo moram povedati. Ne vem, še zdaj ne vemo, kaj se je zgodilo, ampak gremo v to zgodbo. Njuna cela imena sta bila Bobby Jean in Betty Jo Eller, bile sta pa iz Severne Karoline, torej Američanki. One to sta odraščale v času, ko je bilo bolj preprosto kakor danes, na obdobju Apalačev tudi, by the way, ki je tisto območje, kjer nenavadni ljudje izginejo. Očitno se še druge nenavadne stvari dogajajo. Bili sta ekstremno povezani. Obični dvojčici, ki ponavadi so povezane, ponavadi si dokončujejo misli, ponavadi se ful razumejo, imajo neko povezavo, čutijo, ko se drugi kaj dogaja itd. In tudi tako se je z njima začelo. Bile sta precej take priljubljene punce, obe sta podobne stvari počele, obe sta igrale klavir, obe sta peli, baje se reče kot Glee klub v šoli. Ne vem, kaj ta Glee pomeni, vem, da je bila ta serija ali film Glee, ki tudi nisem gledala. Ampak glavno, v Glee klubu šole sta pele in bile sta ful socialne, ves čas sta bile out and about, klepetale z drugimi, se družile, ves čas sta bile skupaj, sicer ja, kakor. Meni se zdi tipično dvojčki in dvojči zato ful počnejo, da so veliko skupaj in so res povezani, isto so stari, isti interesi, podobni hobiji tudi velikrat in one, da so bile enake, ne? Samo da ta njuna podobnost je šla počas v res neke ekstreme in zato bo ta zgodba tudi tok crazy. Sčasoma so sorodniki in pač sovrstniki začeli opažati, da si dokončujeta stavke, da zelo posnemata občutke ena od druge. Se pravi, če je ena postala vznemirjena ali pa živčna ali pa da jo nekaj zmotili, druga potem posnemala njene občutke, čeprav se niso dejansko njej te občutki dogajali. Še ena taka zanimiva stvar je bila, da ko ekstremno sta si želeli biti podobne vizualno, ni bilo dejva mečkano odstopa, dejva mečkano med stvari, da ne razlikujejo, one da ste želeli si biti ekstremno podobni. To je vključevalo potem lase, da če se ena postrigla, se druga avtomatično tudi samo zato, da boste čim bolj podobni. Outfiti, obviously, vedno skoraj identični, oziroma čim bolj identični, spet da izpadeta identično. Potem so bile pa še kakšne stvari, ki so bile bolj nenavadne, ki ponavadi se jih ne da posnemati. In sicer ena, Bobby dobila očala, dioptrijska pač, da bo boljš videla. Betty jih pa ni rabila in je posledično si še vedno toliko želela biti podobna sestri, da je vsem takrat si izborila, da je dobila očala. Predvidevam, da brez dioptrije, ampak toliko zelo ste si želeli biti podobni, ni prenesla tega občutka, da imate nekaj toliko izstopa na obrazu, da pač jih potem ne morejo več toliko hitro povezati. Še ena stvar, ki se je dogajala že dolg nazaj pri njima, že na samem začetku, je to, da sta si posnemali bolezni, ne namerno, ampak se je pač zgodilo, in to bolezni, ki ne pričakuješ. Ne nekaj, ker se naleze, nek virus, neka čudna okužba, ampak take stvari, ki jih ne moreš posnemati, ker je ena dobila absces na zobu, torej da se je malo zagnojila, da je imela neko težavo z zobom, je druga isto dobila težavo na zobu, v ustih. Take stvari, ki jih ne moreš prenesti na drugega človeka, ker ne potuje kot okužba, to se je njima tudi dogajalo. Preden gremo v svet užitka stvari tega meseca. Ok, tole je najbolj eleganten duo, kar sem jih kdaj videla, in tudi popusti zdajle so freaking amazing. Ta mesec je poudarek na znamki Lelo. Znamka Lelo je prestižna, ekstremno priznana in ženske jo obožujejo. Jaz, ko sem tole by the way na storiju pokazala, so mi ful žensk pisali, da pač obožujejo tele Lelo stvari. Ta je pa sploh premium zaradi tega, ker ima neko stvar, kaj tudi če jaz nisem doživela razen to zdaj. Poleg tega, da je ekstremno tih, to je to. Ne sliši se praktično. To je res tih. Je fora tudi to, ker vemo, da je to za naš gumbek, ob pritisku ne zgubi moči, ampak začne močnejš, ker razume, da hočeš močnejš. Drugi so pa tako narejeni, da pač zgubijo moč in zato je res poseben. Ker je ta mesec Lelo izdelkov, imate spodaj direkt link, ker je vse na temu linku že 20% znižan, pa ne pozabite kodo Lelo plus, ki pa zraven dobite tale lubrikant zraven. Če boče note kupali zase, je tole tudi kot darilo tok freaking sexy, to je tako elegantno. Če ne bi bilo preveč awkward, bi bilo to še za poslovna darila. Anyways, gremo v video. In njuno življenje tako naprej teklo, prišli sta do let, ko greš iz šolanja počas v službo in sta tudi potem obe dobili enako službo. Ta služba je bila pa v tovarni in tudi izven mesta, kjer so oni živeli, torej na enem drugem koncu, kjer sta mogli potem tudi se preseliti, spet skupaj tja v neko drugo stanovanje in nista živeli več doma. Takrat sta starša razmišljala, fajn bi bilo za tele dve naše punce, da bi mogoče na tej točki šle mečkano vsaka zase, živeli bolj ločena življenja, si bile mečkano bolj različne, se mogoče poročile, imele otroke in td., ker pa če sta v
ves čas skupaj, to mogoče otežuje mečkan to, da se kot človek posamezno razviješ, a ne? Ampak pač niste šli oni dve v to smer, vedno ste bili najbolj srečni, ko ste bili skupaj in sta tudi starša si mislila, ok, whatever, ne, pač boste skupaj, tudi če je to delo v tovarni, pa da ste tam tudi ves čas krat pa srajca. In nekega dne pride domov Bobby. Pozvoni, ding dong, starša sta rekla, ja, vikend je, dvojčici ste prišli domov, imeli bomo lepo večerjo, ful so se dobro razumeli, bila sta vesela in so odprla vrata in pred vrati je bila samo Bobby. Starša sta bila v šoku, pač ne morete si predstavljati, koliko sta bili oni dve ves čas skupaj. In tudi, da je ena prišla domov za cel vikend po možnosti, pa druga ne, torej Betty ostala tam, je to tok fucking čuden. In potem sta ona dva že vprašala starša, kje pa je Betty, a pride dan, pa ona rekla, ne vem, jaz preprosto ne morem več delati v tej tovarni, grozljivo mi je bilo ogabno, ne morem več. Res si ni bilo všeč, medtem ko je Betty še vedno bilo cool, je rekla, da bo ostala tam, obdržala službo in obdržala tisto stanovanje. Medtem ko je Bobby basically prišla domov for good, torej ni prišla samo za vikend, prišla je s kufrom za nedoločen čas. To sem jaz isto rekla, ko sem prišla iz Dolenjske živeti nazaj sem, pač imam svoj štuk pa to, ampak sem skozi sporočila, ja, prihajam za nedoločen čas. Ko imaš nek break-up v life ali pa se nekaj zgodi, pa je spet ok, reset. Zdaj pa tako, prvič v življenju sta bili dvojčici konkretno ločeni in človek bi pričakoval, da se boste mogoče oddaljili, odtujili, da bo ratalo vse mečkam bolj. Vsaka mečkam bolj samostojna, ampak to se ni zgodilo. Od tiste točke naprej za 2 leti Bobby praktično ni zapustila svoje sobe. Bila je ves čas gor, na nek način v depresiji ali pa apatiji, ker ni od sebe dajala nobene energije, ker sem prej rekla, ful socialne, ful zabavne, srce družbe, pele, igrale, zdaj nič več, razen ko je prišla domov Betty, je še vedno delala v tovarni, občasno hodila domov in obiskovala družino. In ko je Betty prišla domov, je Bobby spet zacvetela in sta bile iste kot včasih, ves čas skup, sinhrone, vse isto počele in se spet družile in bile ta glavne in socialne, prvo dva ekstroverta in spet je bilo vse po starem. In je bilo vse skup ful nenavadno. Ker drugače, govorim, da Bobby dejansko ni zapustila svoje sobe, pač bila je non-stop noter, čisa socialna, drug človek. Zdaj pa tako, če gledamo od točke, ko je prišla domov Bobby, nepričakovano iz te tovarne in se ustalila doma, točno 2 leti kasneje pride domov Betty. Z istim planom. Pride domov, noče več delati v tovarni, ona bo tudi zdaj doma. Starša sta bila načeloma ok, otroke doma, ni panike, pa najprej sta srečne, ko sta skup, pa mogoče nam tudi mečkano odleže, ker mogoče bo zdaj Bobby basically boljš, ker drugače čist out, čisti depresiji, pač če je brez Betty. In so tako živeli naprej. Ampak od te točke naprej je šlo vse down south, pač njuno psihično stanje in kaj se je dogajalo z njima in kakšne podobnosti so se razvijale, so bile izven vseh normalnih okvirjev. In namreč, zapirali ste se v sobo in jih ni bilo ven. Njuna skupna socialnost je šla najdalj možen, kar lahko tiste ekstrovertiranosti prej. Dobesedno, ko sta starša prišla gor, v smislu tukaj sta v redu, tako jedle, sta ponovadi samo tako istočasno prišle od vrat, jih odprle, potem zelo putenle in zraven rekle, ne hvala, nisva lačne, tup. In nehale jest praktično. In to je trajalo toliko časa, da sta dobesedno shirale, pravno. Starši skrbeli, dojeli so, da se tukaj nekaj psihičnega dogaja, da to ni več normalno, da morajo ukrepati po vsej verjetnosti, ker tudi njuno obnašanje je ratalo skozi bolj bizaren. Eni jih tukaj opisujejo, kot da ste se premikali robotsko, kot dva robota, a veš, tudi čisto sinhrono, ko korakaš, ko nekam greš, ko ješ. Niste se ločili niti za okopalnico in stranišče, povsod ste mogli biti skupaj. Še to, spale ste skupaj. Čeprav je bila vsaka svojo sobo, vsako svojo poslo, ste spale v isti posli, kada niste mogli biti ločene. Veš, to, če ste hodile tako, da so se ramena dotikala. A veš, pravno crazy. Zdaj pa tako, v 60-ih, o katerih mi govorimo, je bila tam psihiatrija zelo drugačna in drugače so obravnavali paciente, niso imeli tehnik, kako zdraviti stvari in niso še poznali veliko duševnih bolezni in tudi takrat ustanove so bile drugačne in sicer ena izmed teh je bila Broughton Hospital v mestu Morganton. Tukaj je bilo običajno ogromno ljudi, tudi na stotine teh pacientov, ki so tam ostajali po dlje časa, kakor samo na hiter ven pa noter. Res da so praktično živeli tam in tudi ta ustanova je izgledala skoraj bolj kakor neko mesto in potem so bili tam zaprti oddelki, pa bolj splošni, pa svašta. V glavnem velike stvari, ker niso točno vedeli, kaj delati s pacienti in tudi precej bizarno je bilo, kakor vem, o tem lahko daj kakšen drug video. Ampak njima je takrat doktor ocenil, da imata shizofrenijo. Sledilo je to, da je rekel, ok, to spet ni najhujša stvar na svetu, imamo tablete, tle imate tablete, pejte dan, pa bo verjetno boljš. Ko so šli domov, sta oni dejansko jedle te tablete, kot se spodobi, vzeli sta jih, ker sta starša videla in se spet zaprli v sobo in bili ekstremno asocialni. Oče se je takrat strinjal, da ja, to po vsej verjetnosti je shizofrenija, ker sta imeli vse znake tega, ampak najbolj čudaško pri tem je, da te tableti niso pomagali popolnoma nič.
vse je ratal še ful slabš. Takrat sta padle potem v nek cikel tega, da so jih ves čas dajali v to bolnišnico in potem sta se izboljšale. Pruno, zacvetele, jedle, skup sta bile v sobi, noben jih nasilno ni ločeval, tudi prej jih ni nikoli jih noben ni ločeval, ampak pač preprosto sta nekako zacvetele tam, bolj sta se počutile, ne vem točno zakaj, to je tudi meni naznanka, ampak vsaj sta se poredile, hvala Bogu, sta bile že res hirane in sta bile boljše, pa so jih poslali domov. In domov se je ponovil isto. Bile sta Pruno paranoične, če bo kdorkoli zraven, razen mogoče staršev, pa še to nista hotela biti v bližini, izključno same v svoji sobi, zaprte v isti postelji, delale identične stvari, čisto nezdravo psihološko, vse skupaj, jedle tablete, ki niso pomagali in ta cikel se je ponovil, so jih spet dali v bolnišnico in so jih spet poslali domov, ko sta bile boljše itd. In to je trajalo 1 leto, kjer so si rekli, ok, karkoli že mi delamo, je popolnoma neproduktivno in nič ne pomaga. Po poročilih edin so ugotovili do te točke, da je ena verjetno bolj vodilna in sicer Betty in da je Bobby bolj odzivna in na nek način ji sledi. Poleti leta 1962 so sprejeli eno odločilno stvar. So rekli, ok, moramo nekaj spremeniti, ker se vrtimo v krogu, dobesedno, in jih bomo ločili v 2 različna dela bolnišnice. Pač prisilno jih bomo ločili, ker pač to ne pelje nikamor, morata postati nekako pač magar po nasilju samostojni, pa da vidimo, kaj bo. Eno noč so to naredili, eno samo noč so jih ločili narazen. Vmes je bilo več prostorov, ne sosedna soba, ampak res ko, ne vem, kakšna dolžina bolnišnice je bila med njima, bilo je več sten, tok vem. In ko so to zvečer storili, brez da bi jih kdo prej opozoril, sta one dve začele blazneti, kričati, tupiti, moledovati, iti na kolena, razbijati, pač bila je cela štala. Ker naenkrat se zgodi, da en izmed doktorjev kliče očeta ves paničen, paranoičen, no moj bog, ne morem verjeti, kaj se je zgodilo, klicali smo FBI, ne vem kako to razložiti, bilo je čisto nepojasnljivo, zablaznele ste in ena je umrla. Bobby je umrla. Itak cela panika, starši pridejo in vmes so tudi ugotovili v roku 1 ure, da je umrla druga dvojčica, Betty. Po roku 1 ure narazen, ko sta bili ločeni. Ker že veste, da gre za misterijo pri tem primeru, lahko sklepate, da pač tukaj nimamo jasne razlage, ampak oni takrat še niso vedeli in so bili samo totalno v šoku, kaj se je zgodilo, kako je to možno. Obe sta bili načeloma mečken suhtane, ampak zdrave. Nobenih znakov, avtopsija ni pokazala ničesar, nič bilo narobe z njima, ni bil infarkt, ni jih noben zastrup, nič ga nista pojedle, nobena si ni nič naredila, noben drug ni bil v sobi, nista bile niti skupaj v sobi, ker bi spet lažje razložil, da ste si kaj naredili ali pa bilo kaj. Nobene razlage in takrat in zdaj velja, da je bil pač vzrok smrti popolnoma nedoločen in nejasen, pač ne vemo, nič. Samo, ne vem. Nekateri verjamejo, da je šlo za ekstremen primer psihološke povezanosti, da je bila ločitev zanjo tako travmatična, da je sprožila usodno fiziološko reakcijo. Danes vemo, da lahko hud stres vpliva na srce, krvni tlak in celoten organizem. Vemo tudi, da obstaja pojav, ki ga včasih imenujejo sindrom zlomljenega srca, ko intenziven čustven šok povzroči dejanske spremembe v delovanju srca. To moram reči, absolutno verjamem. Moj prejšnji heartbreak je bil, pa sploh ni bil tako nekdo, ki bi ga imela dolg časa, samo taka nepričakovana ločitev, zlom srca varianta. Jaz sem nekaj tednov potem dobila take palpitacije, oziroma ne palpitacije, reče se ekstrasistole, ampak meni je srce 3 tedne nabijo, pravno, kot da v ven skočil. In sem bila tako, kaj se dogaja, imam artmijo, je konc sveta. Ne, sam pač srce prebavlja tisti stres od čustvenega zloma, ne vem, groza, pač zdaj vem, da se mi to dogaja, pač crazy bilo to. Verjamem, da lahko ekstremno vpliva na človeka. Me zanima, kaj vi mislite, tako da prosim komentirajte. A ste kdaj kaj takega doživeli, tak zlom srca, da si lahko predstavljaš, da boš kar umrl ali pa da dobesedno. Ne vem, mene to boli tle, če sem kdaj prizadeta, pravno, au. Tako da napišite, kaj mislite. Naslednjič verjetno nadaljujemo res kakšnemu true crime, spet, ker zdaj je bilo precej takih drugačnih videov, ampak preprosto mi paše to snemati in se mi zdi, da se bolj poglobim, če mi je nekaj zanimiv. Naslednjič pa skoraj ziher spet nek tipičen true crime. Če se nam zadušilo tloj, ko je to koroča, oh my god. Pridni bote, radi se imejte, Ellen Mama out. Love you, bye.